Komisija se je v tej kategoriji, se pravi projekt URE, odločila, da podeli še posebno priznanje, in sicer je komisiji zbudil posebno pozornost projekt Razvoj in implementacija celostnih energetskih pregledov, ki ga je prijavil Inštitut za energetsko svetovanje Enekom iz Škofje Loke. Lahko bi rekli, da stopamo v obdobje ponovnega uveljavljanja energetskih pregledov, ki imajo sedaj posebno mesto tako pri uvajanju kot tudi pri izboljšavah sistemov upravljanja z energijo. Poleg tega pa je dodeljena energetskim pregledom posebej v večjih podjetjih posebna vloga tudi v novi direktivi o energetski učinkovitosti, ki je sedaj v fazi sprejemanja tako na svetu kot v Evropskem parlamentu. No in v podjetju Enekom so standardno metodologijo, ki se je razvila tekom let v okviru Ministrstva za okolje oziroma kasneje Ministrstva za gospodarstvo, to standardno metodologijo so, torej za izdelavo poglobljenih energetskih pregledov, so nadgradili tako, da daje jasen in celosten pogled v energetsko stanje in energetske tokove organizacije, omogoča podrobno in sistematično določitev ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti, kakor tudi izdelavo akcijskega načrta v energetiki, pri čemer je ta metodologija v veliki meri pokrita tudi z različnimi meritvami, ki so potrebne za kvalitetnejše odločanje pri predlaganju posameznih ukrepov. Metodologija je zastavljena tako, da omogoča znižanje stroškov z energijo že v fazi same izdelave energetskih pregledov. V metodologijo je med drugim vključena tudi vzpostavitev kazalnikov učinkovitosti. Poleg tega pa je v okviru metodologije tudi predvideno en del, torej poglavje v samem poročilu o izdelavi energetskega pregleda, ki obsega izhodišča za uvajanje upravljanja z energijo v skladu z ISO 50001. Sodelavci podjetja v podjetju Enekom so v zadnjih 5 letih izdelali 59 energetskih pregledov. V okviru teh pregledov so predlagali 934 različnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti z ocenjenim prihrankom energije okoli 165 gigavatnih ur na leto in zmanjšanjem emisij CO2 za okoli 54 tisoč ton na leto. Že med izvajanjem energetskih pregledov so njihovi naročniki prihranili 12 gigavatnih ur končne energije v vrednosti skoraj milijon evrov. No, z upoštevanjem doseženih prihrankov že v času izvajanja energetskih pregledov znaša vračilni rok teh sredstev, ki so jih ti investitorji plačali naročniki za izdelavo energetskih pregledov, znaša ta vračilni rok okoli 8 mesecev. No, zato se je komisija odločila, da podjetju Enekom za razvoj in implementacijo celostnih energetskih pregledov v Sloveniji podeli posebno nagrado za energetsko učinkovitost. Iskrene čestitke. No, za razvoj in izvedbo celostnih energetskih pregledov sta še posebej zaslužna dva gospoda iz firme Enekom, in sicer gospod Gregor Kustec in pa gospod Bogomil Kandos. In oba z velikim veseljem vabimo na oder. Prisrčno pozdravljena in dobrodošla, po vajinih nasmehih sodeč sta te posebne nagrade še posebej vesela. Zdaj vam podelimo še nagrado, potem pa bomo povabili na oder gospoda Kusteca, ki mislim, da je glasnogovornik v tej dvojici danes. Hvala. Gregor, še drugačno pa kako? Gregor, da je pa tudi naprej uspešno in dober tim še naprej in pri vaših projektih. Hvala. Še veliko dobrih projektov vam želimo. Jaz bi pa za komentar kar uporabil, nekako si izposodil tole glasbeno skupino, ki imamo danes priložnost poslušati. Kar slišimo, vidimo en klasičen fusion, nek zbor oziroma neko združitev tradicionalne glasbe, bluza, nekateri slišimo tukaj tudi nekaj progresivnega roka in ravno to multidisciplinarno povezovanje vsebin, tudi na področju energetske učinkovitosti, pa naj bo to stroka, vsebina, pa govorimo lahko tukaj tudi o vzgoji, izobraževanju, eden izmed temeljev, kako sploh nek koncept energetskih pregledov naprej nadgraditi. Pri tem pa seveda smo tudi izhajali iz sistema upravljanja z energijo, to pomeni teh neprestanega izboljševanja, ki na drugi strani pomeni neko izmenjavo dobrih praks, učenje, prenos najboljših razpoložljivih tehnik in vsekakor tudi ta projekt razvoja in implementacije energetskih pregledov ni nikoli končan proces, ampak se neprestano razvija.
Zdaj, razlog, zakaj smo se odločili, da smo prijavili ta projekt, je tudi neka pohvala strani tujih multinacionalnih družb, ki je seveda za referenčne lokacije v Sloveniji izbrala, vsaj v nekaterih primerih, ta projekt kot referenčen tudi za ostale lokacije v svetu. Nenazadnje so bili pa tukaj tudi vodilo učinki, ekonomski, ekološki in tudi drugi psihološki oziroma ozaveščevalno-izobraževalni, tako da se zahvaljujem komisiji in seveda tudi mojim sodelavcem, ki so tudi ravno tako zaslužni za seveda to izvedbo teh projektov, za to nagrado in to pohvalo. Hvala lepa. Hvala lepa. Glede na to, da ste se izkazali kot izvrsten glasbeni poznavalec, zelo kratko vprašanje, pa prosim kratek odgovor, kot bi dejal moj kolega Slavko Bobavnik. Kakšna glasba vas je vzpodbujala pri snovanju tega projekta? Vsakršna. Nisem ljubitelj samo ene vrste glasbe, precej široko poznam tudi to področje. Vi bi bili lahko izvrsten PR-ovec, ker znate odgovoriti na vsako vprašanje. Vsakršna je pravilen odgovor. Hvala lepa. In zdaj še beseda gospoda direktorja. Samo sekundo, super PR-ovec, ampak je pozabil omeniti vseh 53 strokovnih skupin, ki so sodelovali skupaj na projektu in so v bistvu zaslužni za doseganje vseh teh prihrankov. Tako da hvala vsem, ki ste sodelovali. In hvala vam ter še enkrat iskrene čestitke.